tukaj iz prezentacije.si. V današnjem videu pogledamo, kako narediti spletno stran učinkovito. Kaj bomo pogledali, kako v spletnem iskalniku prepričati obiskovalca, kaj izpostaviti v prvih 3 sekundah in kako je elektronski naslov boljši od URL-ja, torej naslova spletne strani, in kako se zavarovati pred neželeno pošto. Torej, kako v spletnem iskalniku prepričamo obiskovalca? Ključne besede bodo dovoljene, zato jih moramo vključiti v spletno stran. Potem poskrbite za meta opis strani, ta vabi k ogledu. In tretja stvar, žal moramo prodajati tudi obliko Google Instant Previews, to je tisto, kar lahko Google torej ustvari pred ogled same strani, ki jo si jo pogledate, preden greste na obisk te strani. Poglejmo zdaj tole v praksi. Recimo, če iščemo za izdelavo predstavitve po ključni besedi, poglejmo vseh 10 rezultatov, kateri bi vas pripričal. Prvi, izdelava prosojnic ni idealno orodje, glutimo mogoče izdelavo posnetkov, dolg čas. Izdelava predstavitev, v izobraževanju predstavitev se boste naučili, kako spremeniti. Ena tržna lekcija tukaj, tudi marketinška agencija v Sloveniji je gotovo izgubila četrtino do tretjino naročil, ker so napisali v tečaju, da se boste naučili. Ljudje smo radi naučeni, ampak nočemo, da nas drugi učijo. To se zapomnite. V spletnem trženju ni izraza naučiti. Ali boste odkrili, ali boste spoznali, ali boste odkrili skrivnosti, ne uporabljate pa naučili. Tretji zadetek, izdelava predstavitve, ki povabi, prepriča in prodaja, ključno za uspeh. Super. Naučite izdelavo primorske predstavitve že 17 let. Reference, izkušnje, pa telefonska številka. Krasno. Četrta, to je z iste strani. Izdelava predstavitev, oblika, projektna vloga, retorika, uporaba programa, Izdelava predstavitev, PowerPoint, tipiranje predstavitev, slajda, dolg čas. PowerPoint, kriteriji, preverjanje nacionalne izdelave spletnih strani, to bo nekaj osnovnošolskega, urejeno strokovno mislil, latex, to me ne zanima, izdelava predstavitev, Arnes, informatika, staro, nekdo bo gledal stare stvari. Skip to content, skip to main navigation, se pravi uporabnika predloga spletne strani v angleščini, ki sploh nima nobene veze z slovenščino. Torej, kam bi se kdo bo najbolj torej zbral? Če noben sploh ne bo obiskal nekatere strani, ima tale stran največ možnosti, da bo dobila obisk, ali pa vsaj telefonski klic, če je to tisto, kar želite od obiskovalca. Ste že v meta strani, tole se enostavno naredi v kakšnih blogih in tako naprej. V rešitvi torej za spletne strani se tole lahko doda, v sami meta opisu in to Google pokaže, zakaj tega ne uporabljate. No in tretja stvar, če gledamo še predogled, tole si vključite, v sami strani vidite, to bo nekaj dolgočasnega, Tole, drugi zadetek, preveč tega, ne vem, kako sem znašel tle, nobene akcije, nič ne vidim na predogledu. Tretja stvar, velik naslov, že tukaj tudi vidim, kaj je, vas garantira uspeh, storitev izdavljamo pričitve, super. Tudi tale stran ni tako slaba, iz dobe svojega okolja, praktično navestilo za zamude, nepraktične čaje, krasen. Peta, nebeljiv tekst. Enako. PowerPoint, zastarela PowerPoint predstavitev. Tole smo rekli, da nas ne zanima, Arnes, grozno, nekaj srednješolski zelo. Tole, zagotovite se svoj mestni iskalnik, sploh nima veze s tem, kar želimo. Kaj danes prepriča v internetu, so samo prve 3 sekunde. Ko obiskovalec pride na naše spletne strani, a bo ugotovil tisto, kar ga zanima v prvih 3 sekundah ali ne. A ne stranka pokliče, potem izpostavite telefonsko številko, in to na veliko. Če ne hoče nekdo takoj naročiti, pa so to vaši znani kupci, naredite naročilnico vse povsod, na vseh straneh. In ali slika ustreza ponudbi, če ne, dodajte tekst, da ne bo dvomnosti. Poglejmo si to v praksi. Vsak dan spremljam po en spletni seminar iz interneta, včasih po 2, torej več kot 300 na leto. In tole eno od spletnih seminarjev za lokalno trženje je bil, recimo, kako izpostaviti eno podjetje, ki popravlja strehe v nekem lokalnem okraju. Izpostavite telefonsko številko, ljudje imajo problem, hočejo samo poklicati. Tole je številka, katero pokličete v Ameriki in dobite takoj mojstra, ki vas bo svetoval in povedal, kdaj lahko pride. Še posebej potem na vsaki strani obrazec pokličite ali pa spomnite tole, da dobite oceno, koliko bo pravila stalo in tako naprej, skratka nabirate kontakte. Isto ponovimo, tudi moje stranke naredimo isto. Tukaj, naravno gnojilo. Kako ga dobite? Poklicati mora, pa izpostavimo telefonsko številko. Tu imate telefonsko številko, lahko preberete, kaj je mogoče, je fino, je tekoče, ne smrdi, dobro zelenjavo imate, pokličite telefonsko številko. Še več pojasnil, pokličite telefonsko številko ali pa naročilo. Na vsaki strani tudi lahko takoj naročijo tisti, ki že vejo, zakaj gre. Mogoče prvi obiskovalci te strani ne bojo, tisti, ki prvič pride na to stran, ampak naslednjič, ko boste kaj kupili, boste pa lahko tole uporabili. Rešeno. Poglejmo za eno spletno stran, ki je v referencah na prvem mestu enega spletnega podjetja v Sloveniji. Kaj tukaj ponujajo? A ponujajo zmenkarije? A ponujajo novoletno zabavo? Ponujajo hotelsko nastanitev? Mogoče wellness? Na kraj pameti mi ne pade, da gre za keramične ploščice. In kaj bo tukaj treba narediti? Tudi kontakta ni nikjer tako na prvi strani, ko brskam, komaj vidim tule nekje, da bi lahko kontakt in tule klikniti na dodatno stran, pa male številke, da skoraj potrebujem očala in tako naprej. Kaj bi bila rešitev? Na domači strani izpostavite telefonsko številko. Saj imate javno, da vas hočejo poklicati,
in potem, da ni nedvoumnosti, da ne gre to za hotel, da ne gre to za počitniške kapacitete ali pa sčasne kakšne zmenkarije, tukaj je čest napisati keramične ploščice. To je vsa umetnost. Razumete? Zdaj, kako je elektronski naslov boljši od URL-ja in kako se zavarovati pred raznimi škodljivci? Nehajte oglaševati spletni naslov. Čisto enostavno. Zakaj? Eden od milijonarjev v internetu je že pred 2 letoma dal tole za analizo, ker ogromno testirajo v njegovem podjetju. In za tiskani oglas so povedali dejansko, da je 1000-krat večji odziv, se pravi 10-krat več kupcev je poklicalo, zato, ker so uporabljali v oglasu kaj? Saj vidite, namesto spletnega naslova so uporabljali elektronsko pošto. A ste kdaj šli na spletno stran, ki ste videli napisano v kakšnem avtomobilu ali pa v tiskanem oglasu? Verjetno ne. Ste napisali elektronsko naslov, pošto sporočilo, tako naprej, tistemu, ki je to oglaševal? Verjetno ja. Se pravi, nehajte oglaševati samo spletno stran ali pa se enostavno ukinite in jo zamenjate z elektronskim naslovom. Zdaj, a to lahko naredite tudi v sami spletni strani? Ja, zakaj pa ne? Na kontaktni strani je tako, da je dobro, da imate elektronski naslov. Če boste kadarkoli oglaševali po Googlu, pa hoče imeti telefonsko številko, bolj verodostojni boste in raje bodo potem upoštevali vašo stran v oglasih. Ampak težava so pa podjetja, ki pošiljajo neželeno pošto. Namreč v svetu je veliko podjetij, ki prečesavajo spletne strani in iščejo na samem besedilu spletne strani telefonske številke, tudi že in predvsem pa elektronske naslove. Zakaj? Da vam pošljejo neželeno pošto. Kako se tega rešite? Spremenite URL, se pravi tisto povezavo z elektronsko pošto v obliko Unicode. Poglejmo si že tole. Se pravi, to je kontakt. Na kontaktni strani imate elektronsko pošto, telefonsko številko, obrazec za kontakt in tako naprej. Zdaj pa, kako se reši tega, da se tole ne bo videlo v internetu? Če pogledamo izvorno kodo tega, boste opazili v spletni strani tole. Boste rekli, to je pa nerazumljivo. Ja, ampak tole recimo že potem roboti, ki iščejo te elektronske naslove, ne znajo brati oziroma se jim ne da mučiti, ker bi bila potrebna večja računalniška moč za tole, skratka analiza teh Unicode znakov in dejansko v nobeni bazi vseh teh, ki pošiljajo neželjenih poštov za določene elektronske naslove, ki sem jih na ta način dal, nisem. To je zadeva deluje in to deluje že 15 let, lahko mi verjamete. Kako do tega? V internetu imate brezplačno storitev, eno spletno stišče je, ki se mu reče phantommaster.com, tam odidete na Phantom Free, tam so tiste storitve, ki jih ponujajo brezplačno, imate potem tukaj brezplačne storitve in to, kar iščete, je Fantomas Mail Shield. Ta enkodira, torej zakodira z unikodnimi znaki vse elektronske pošte, ki jih noter vstavite. Greste na brezplačen servis, tukaj je opis, kaj bo dejansko naredil, kliknite tukaj na brezplačni servis in dobite tole. Se pravi, če tole napišem, mail to podpora afnaprezentacija.si, rečem unenkodira naslov, bo to naredilo in spodaj še za preveriti, kaj naredi. Kaj naredite, tole prekopirate v spletno stran, prekopirate je potem na dve mesti. Eno je torej sama hipertekstna referenca, torej kam bo to šlo, in drugo je potem besedilo same povezave. Lahko to spremenite v, poštite elektronsko pošto, ali pa enostavno tole prekopirate še enkrat do tele kombinacije znaka. Talnič 58 je tisti dvopičje. Se pravi, za tem noter prekopirate v besedilo, pa imate lepo elektronski naslov navedeno tudi v spletni strani, brez tega mail to. Roboti tega ne bodo našli, je pa zadeva, kakor ste videli, lepo za klikniti in kontaktirati podjetje. Torej, kaj smo pogledali, kako v spletnem iskalniku prepričati obiskovalca, pomeni se prve 3 sekunde, kaj spostaviti, se pravi telefon in tudi bistvo ponudbe, je to ključna beseda, tudi če ne znate drugega, se pravi recimo keramične ploščice, kot smo videli v primeru. In kako je elektronski naslov boljši od spletne strani in kako se zavarujete pred tem. Tako, to je vse za zdaj. Hvala za ogled tega videa in imejte lepe in učinkovite spletne strani.